Štajerska turistična zveza je zdaj menda že drugič organizirala tekmovanje mladih kuharjev osnovnošolcev. Zakaj? Ja, moram reči, da imamo tale naša komisija za delo z mladimi oziroma mladi in turizem je izjemno aktivna. Moram takoj pohvaliti predsednico, gospod Melito Zafošnikovo. In seveda med tistimi novimi stvarmi, ki se porajala ta ideja tekmovanja učencev osnovnih šol v kuhanju. Pravzaprav je drugo težje organizirati, to pomeni, da je prva morala uspeti, da je druga. In zdaj seveda ugotavljamo, da je tudi porast števila sodelujočih šol, letos jih je že 11, celo ptujske šole so poleg, tako da imamo res regijsko obeležje. In seveda ob našem sponzorju, ki je bil nenadoma ta revija 5 zvezdic, ki jo poznamo kot kulinarično revijo, jih je stvar zanimala, postali so naši sponzori in skupaj z našo predsednico naše komisije, gospod Melito Zafošnikovo, so že se dogovorili, da bi mi pač bili tisti posredniki v tiste sredine, v tiste regije, ker je nenadoma nastal interes po taki organizaciji tudi takih tekmovanj. Tako da pravzaprav imamo v planu, to z veseljem povem, da bi drugo leto organizirali že kar nekaj regijskih, ne morem reči, da bo cela Slovenija pokrita, in dogovor je, da mi kot prvi vendarle imamo to prednost, da bi na srednji šoli za gostinstvo v Mariboru pa potekalo potem to finalno tekmovanje v kuhanju učencev osnovnih šol. Ste kaj ugotavljali od lanskih kuharjev? Je kdo potem šel na gostinsko šolo? Glede, to bi pa res morali ravnateljico vprašati. Jaz sem ravno danes pogledal, mislim, da je kar precej takih, ki še niso ravno na koncu osnovnošolskega šolanja in je pravzaprav to tudi ena izmed zanimivih stvari, kar pomeni, da bo, če bojo se odločili za ta poklic, ne bo to na koncu zaradi enega samega dogodka, ampak da že kar nekaj časa delujejo tu. Jaz bi želel, da bi se to prijelo tudi v še večjih šolah, posebej v tistih šolah, bi rekel podeželskih, kjer sicer dobro delujejo turistična društva. In jaz mislim, da bomo z letošnjim še večjo animacijo tega dosegli, da bomo kar ta, rečem, projekt dobro širili. Kaj pravzaprav pomeni takšno tekmovanje za srednjo šolo za gostinstvo in turizem? Za srednjo šolo za gostinstvo in turizem Maribor to pomeni kar veliko, pomeni eno vrste promocijo šole in pa pridobivanje takih entuzijastov iz osnovne šole, torej učencev in učenk, ki imajo veselje do teh poklicev, za katere izobražujemo na naši šoli. Poleg tega, da imate danes tekmovanje osnovnošolcev, imate konec tega meseca tudi delavnice kuharske za osnovnošolce, ne? Ja. Kot veste, da v februarju imamo tele informativne dneve in se moramo pripravljati na nje. Pravzaprav že pred informativnimi dnevi pripravljamo različne dejavnosti, ki privabljajo osnovnošolce in na katerih se lahko predstavimo širši javnosti. To so te delavnice, imamo 31. januarja imamo eno delavnico za osnovnošolce, potem pa razni projekti, s katerimi se predstavljamo širši javnosti. Če se vrnemo še na današnje tekmovanje, upate, da bo med temi otroci, ki danes tekmujejo, tudi kaj dijakov vaše šole bodočih? Jaz upam in mislim, da gotovo bodo jeseni se prišli vpisati.